Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka. Pred nami so velikonočni prazniki, za nami reprezentančni odmor, ki nam je seveda prinesel veliko veselja in to gigantsko zmago proti Ronaldovi Portugalski. Ampak nadaljuje se zdaj seveda tudi domače državno prvenstvo. Do žoge gostje in v protinapad je krenil Maroša. Odlično Amadej Maroša, izpadel je Hodžić, še vedno Maroša. Maroša strelja in ostaja 0:0 obramba Lora Štubljarja. Tonči Žlogar. Šturm. Kolobarič in Šturm dobro kombinirata. Šturm zdaj zapiška. Pišek močno, to da mimo desne vratnice. Bil je Offenbacher, to da samo do Trippija. Zdaj pa dobra priložnost za Muro. Prečka se trese Amadej Maroša iz obrata. Ne vem, ali je stranski sodnik označil tule morda offside. Pozorilo Obrenoviča. Domači morajo biti pozorni, recimo predvsem na Proleto. Izvrač v tule. Zdaj priložnost za Muro. Maruško in ostaja 0:0. Maroša. Kous v sredino, Lamy v skoku, brani Štubljar. Markuš, Trippi mu je ukradel žogo. Lamy hiti v protinapad. Lamy pred seboj ima Hodžića, Lamy pa priložnost za Nuhanovića. Kakšen gol! Sandi Nuhanovića in Mura vodi z 1:0, 30. minuta. Kako je zdaj zadev Sandi Nuhanović v bližnji Štubljarjev kot doda tam ob stičišču vratnice in prečke, tudi s pomočjo vratnice, če ne celo s pomočjo vratnice in prečke, potem žoga celo v malo mrežico na drugi strani vrat. Poglejte, takole Lamy, potem pa Nuhanović. Bo ta vendarle za Muraše, kajti Percio je žogo poslal v avt. Kurtovič, Antolin, Lamy. Lepo zdaj Lamy na drugo stran do Kousa, ki ima priložnost. Kous strelja, Štubljar brani, to da odbita žoga in še enkrat Sandi Nuhanović. 2:0 za Muro. Krasno je obrnil stran Julien Lamy, veliko prostora se je odprlo gostujočemu desnemu bočnemu branilcu, kapetanu Žigi Kousu, ki je sprožil. Štubljar tule tudi, vsaj po moji oceni, ni ravno idealno posredoval, žoge ni uspel zadržati, odbil je neposredno predse in Nuhanović je bil na to pripravljen. Še drugi njegov gol nocoj in Mura zdaj vodi že z 0:2. Muraši pripeljali v svoje vrste iz Beltincev in z 2:1. Vendarle Dario Kolobarič do svojega prvega gola v sezoni. 67. minuta, še pravi čas, lahko rečemo, za to, da so Domžalčani povsem v igri tudi še za zmago, kaj pa da na današnji tekmi. Tole je Dario Kolobarič, torej njegov prvi gol v tem prvenstvu in Domžalčani se vračajo. Trontel je dobro posredoval v obrambi. Trontel, Čakš prepušča tole Maroši, kajti vedel je, da je samo v offsajdu. Maroša pa ni bil, zdaj pa proti Čakšu priložnost za Muro. 3:1. 3:1, Robert Čakš, kombinacija obeh soboških napadalcev in ja, tule je Čakš pokazal seveda tudi zvrhano mero inteligence. 3:1 za Muro, ali je tole že zadnji žebelj v domžalsko krsto. Tule je Štubljar. Vrata domačega vratarja ni bilo v golu, ko je sprožil Trontel, pa še napaka zdaj v domači obrambi in tule še gol Amadeja Maroše.
in potrditev prekmurske zmage v Domžalskem športnem parku. 80. minuta, zdaj je vse jasno. Amadej Maroša, Mura 4, Domžale 1. Enostavno serija napak zdaj v domžalski ožji obrambi in Sobočani so to na koncu kaznovali. Kasalo, tu Rudija, dobra podaja, priložnost za peti gol Mure in tule je 5-1 Almin Kurtovič, mislim, da je zadev kakšen debakl rumene družine. Petarda je odjeknila zdaj za ušesi Lovra Štubljarja. Tole so Gringosi. Pričakovali smo izenačeno tekmo, to da Muraši. No, zdaj priložnost za Domžalčane in tule je zadetek, ki ga je dosegel Jan Džapo. 89. minuta, med strelci zdaj še Džapo. Kozmetični popravek tega izida, bomo rekli. Ja. Smo pa prišli na račun, kar se tiče zadetkov, seveda nocoj, kar 7 smo jih videli. Topalović spet za Bobariča, nov predložek, Maruško na mestu. Kasalo. Tule pa je gol! Ja, spremljal sem sicer Antolina, ki je ležal na tleh in kričal od bolečin, toda igra ni bila prekinjena in kakšen gol Benjamina Markuša potem. 5-3. Neverjetno, 8 zadetkov smo videli. No, pogledajte, tule je Antolin padel in zakričal od bolečin, žoga ga je celo zadela. Dušan Kosič, kaj reči po takšni tekmi? Nasprotnik je v prvem polčasu je bil boljši, je dominiral, na to so prišle v drugem polčasu vaše minute, ampak kljub temu prejeli ste 5 zadetkov, kar je vsekakor preveč. Ja, sigurno. Ni šla tekma po našem okusu. Tudi prvi polčas smo imeli preveč nekih naivnih napak, dopuščali tranzicijo v Muri. Seveda podoba ni bila taka, kot smo si jo želeli. Kaj spremeniti, kaj popraviti, na kakšen način narediti Domžale boljše? Ja, dobro vprašanje. Drug polčas smo pokazali, na kakšen način moramo igrati, da si moramo želeti, prepozno smo se zbudili in bomo videli v glave skrbeti pa videti, kako naprej. Tonči Žlogar, odkar ste trener Mure, prva zmaga za vašo ekipo in to kakšna? 5 golov ste dosegli proti Domžalam, morda prvi vtisi po današnji tekmi. Ja, sigurno z zmago smo zadovoljni, jaz čestitam fantom za dober rezultat, odličen rezultat, pomembna zmaga. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, nezadovoljen sem z 20 minutami začetka drugega polčasa in po vodstvu spet proti 1, da dobimo dva zadetka, 3 prijeti zadetki, apsolutno preveč. Sem pa vesel, da smo uspeli zmagati, ker smo res kakorkoli, malo časa bilo za treninge, ampak smo dosti trenirali in vidim na tekmah dosti stvari, ki jih fantje prenašajo z treninga in normalno na koncu je pomembno, da zmagaš, da verjameš v svoje delo in jaz sem v to vedno verjel in sem vesel, da smo uspeli zmagati, ampak nič, gremo dalje. Pomembna zmaga, pomembne 3 točke in v sredo že nova tekma. Omenili ste 20 slabših minut, ampak kljub temu se je zdelo, da je Mura dominirala skozi celotno srečanje. Tista 2 gola, zadnja 2 prejeta, verjetno pri rezultatu 5-1 je vendarle malo drugače pri pristopu igralcev, ko so prejeli 2 lahka gola oziroma poceni gola. Ja, ampak koncentracija mora biti 95 minut. Mi moramo biti v temu boljši.
Mi smo danes res da dosegli 5 zadetkov, kar jih dolgo časa nismo, smo se matrali vsako tekmo, pa prejeli 3. Mi moramo vseeno ustrajati, da prejmemo manj zadetkov. Me pa veseli ta razigranost v fazi napada, žrtvovanje za ekipo, veliko teka v prazne prostore. Tako da to je bilo v redu in na tem treba delati in ustrajati. V neformalnem pogovoru pred tekmo ste dejali, naj koga povabimo v oddajo pod prečko, da bo zadev. Sedaj so vam je nekako želja izkoristila, še preden ste gostili oziroma smo gostili katerega od igralcev v oddaji pod prečko. Še vedno vztrajate pri tem, da pride kakšen? Jaz sem vesel, če kdo pride. Vidim, da kdor je gost v oddaji pod prečko, potem doseže zadetek ali pa asistira. Tako da bom vesel, če boste koga od naših povabili, tako da bomo imeli pol za naslednjo tekmo sigurno, da bomo dali en gol. Tilen Klemenčič, takole po tekmi verjetno težko kaj povedati. Če gledamo, gledalci so videli 8 zadetkov, ampak kaj se je dogajalo z Domžalami, da ste prejeli kar 5 golov? Pa ja, vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Mogoče že sam štart v to tekmo je bil malo slabši z naše strani, slab prvi polčas. Na to smo se dogovorili med polčasom, da drug polčas moramo boljš. Mislim, da se je to tudi videlo na terenu. Potem pa lastne napake, mislim, da so nas pokopale in nažalost smo izgubili to tekmo. No, sedaj je kar trenutki so, ko ste na lestvici na tistih mestih, kjer si ne želite, tekme si sledijo ena za drugo. Kako sedaj razmišljati naprej? Pa nič, prvo se dobro spočiti po tej tekmi, dobro analizirati in se dobro pripraviti za naslednjo tekmo. Vsaka tekma je pomembna, tako da treba se dobro spočiti pa dobro pripraviti za naslednjo tekmo. Tin, hvala in srečno. Hvala. Sanjin Nohanović, iskrene čestitke za 2 zadetka, ki ste jih dosegli v prvem polčasu. Lahko rečemo, dosegli ste jih na svojem domačem dvorišču, kajti dolgo časa ste igrali tukaj kot član Radomelj, tokrat kot član Mure in veliko ste pripomogli k današnji zmagi. Kako ste videli tekmo? Ja, težka tekma. Na srečo smo hitro zadeli 2 gola. Prvi polčas mirno pripeljali do konca, drugi polčas je bila nekako panika, prvi 20 minut smo dobili gol. Potem smo se ponovno sestavili, dali v bistvu 5 golov na koncu, ampak ta padec koncentracije v zadnjih minutah, to ni bilo dobro. To se ne sme dogajati tudi v prihodnjih tekmah. Med tekmo sem gledal dogajanje na klopi, zdi se, da je vendarle neka dodatna, neka drugačna energija Mure kot v preteklih tekmah, ko ste nekako poskušali igrati, ampak rezultata tistega pravega ni bilo. Ja, čist druga energija, vsi živimo zdaj v bistvu za ta klub, treningi se pač poznajo, vidi se na igrišču, tudi zmaga je preko slej rabila prijeti. Za zmago ne bo dovolj časa za proslavljanje oziroma ne bo ga veliko, kaj ti čaka vas že zelo hitro pokalna tekma. Kako se pripraviti na Koper? Ja, najbolj se spočiti čim prej, vrnem za ta zadnji poraz in da nadaljujemo v pokalnem tekmovanju.